Mislim, se ni skrivnost, ne? Jaz sem pustil vse stvari. To pomeni, nehal sem delati na televiziji, nehal sem delati na radio, vse sem dal stran. A to z namenom, ko se je rodila hči? Ali je Razlogov je bilo več. Aha, okay. Razlogov je bilo več, nekako je sovpadalo. Absolutno je bil pa en izmed pomembnih razlogov tudi to, da sem pač ugotovil, da mediji vzamejo te celega, te posrkajo totalno in da se ne da tako živeti, ko imaš majhne otroke. Blaž Švab, dobrodošel v Slovenj Gradcu. Rad pridem v Slovenj Gradec. No, to sem te hotela vprašati. A ti je Koroška blizu? Zelo. Ljudje so mi blizu. Tukaj je nekaj čudovitih ljudi, ki jih poznam, pa zelo spoštujem. Družina Šegovc, torej žal preminuli Franc, Hermina, ki še vedno na zelo lep način ohranja to tradicijo 4 kovačev. Zelo dobro se razumemo, taki srčni prijatelji smo. Naprimer, tudi doma na hodniku, na steni imam eno sliko, ko smo bili skupaj s Francem Šegovcem, ker mi to veliko pomeni. Potem veliko enih zgodb iz teh krajev občudujem, naprimer vse posod pripovedujem o pergerjih. Pergerji, medičarji, znani izdelovalci sveč so iz teh krajev. K njim se je oglasil Pavarotti, ko je prišel iskati izdelke. Delali so za Belo hišo izdelke, opremljali so papeške rezidence v Vatikanu. To so take velike zgodbe. In potem, ko grem kam in rečem, poznate pergerje, in ko se kdo čudi in ko začnem govoriti, kako veliki ljudje živijo tukaj v Slovenj Gradcu in na Koroškem, se vsi samo čudijo in še bi lahko našteval. In kraj delajo ljudje, dobro, tudi župana, z najvišjim odstotkom na volitvah, gre v sam vrh po priljubljenosti v Sloveniji, če ni celo v samem vrhu. Tako da te stvari mi vedno odmevajo v ušesih in si jih tudi zelo dobro zapomnim. Sicer pa tvoje korenine niso prav daleč od to, ne? Ti izhajaš iz Štajerske, iz kje že točno? No. Čez hrib, recimo, če bi šla zdaj zelo blizu, bi šel tja proti Paškem Kozjaku. Pod Paškem Kozjaku, na oni strani Štajerski je Dobrna, tam, kjer je pač to znano zdravilišče. In jaz prihajam iz Dobrne. Prav iz Dobrne, iz ene vasice, ki se reče Vrba. In potem sem, ko sem razlagal, to je Vrba pri Dobrni, ne Vrba na Gorenskem. To je ena vasica z nekaj hišami. Torej, odraščal sem na deželi, s kurami, z mački, z psi, s pujsi, s kravicami. In zdaj, ko gledam za nazaj, sem predvsem zdravo jedel. Takrat se meni ni zdelo nič posebnega, da imamo mi doma svojo moko koruzno, pa svojo moko pšenično, pa da se to melje v mlinu, pa nič se mi ni posebnega zdelo, da greš na vrt po slive, pa narediš kruhovec moke iz domačega krompirja, ki ga pač imaš doma, pa ni šprican. Nič posebnega se mi ni zdelo, da smo imeli svoje marelice, svoje breskve, svoje grozdje. No, zdaj pa to luksus. In se mi zdi, da smo tako v 20-30 letih vse zmetali ven, pa da vse pozabili, zdaj pa iščemo spet to in kako v kratkem času smo zanemarili neke primarno najbolj pomembne stvari. Kako pa gre tebi recimo zdaj, ko si oče, partner, ne vem, skoraj mož, ne vem? Ne, nisi, Skoraj mož. Skoraj mož, okej. To je tak, veš, to je ta rokavica, ko je pač dame rade vržete. Kdaj že boš zaprosil, kdaj boš pa že to uredil? No, sej to sem pobrala od tvoje Lare, ker sem jo slišala v parih intervjujih, da je malo namignila, pa ne vem zdaj, kje sta. Precej javno se pritožuje v zvezi s tem. A doma pa nič ne reče? Doma nič ne reče, ker pač ve, kako realno stanje je. Realno stanje je, da ne vem, kdaj bi to naj speljali. Do kdaj ste zasedeni? Do 2040 ali do 2037? Hvala Bogu smo zasedeni, kakor želimo. Še vedno pogodb mi ne podpisujemo recimo za prihodnje leto. Rezervacije so vedno, ampak pogodbe vedno samo za tekoče leto, ker Bog ne daj, ne veš, kako bo zdravjem, ne veš, kaj lahko v življenju še pride.
tudi nikoli ne veš, kdo bo v nekem trenutku mogoče naredil piko, a ne? Ker pač se bo odločil drugače. Nič ni tako samoumevno. Jaz mislim, da tudi, kar se poroke tiče, bo pač enkrat. Enkrat bo. Enkrat, ko ne bo noben pričakoval. Tako? Iz lufta. Veš, kako je sreča za poroko, ne? Jaz imam tudi skoraj moža, ne? Že zdaj ne vem, koliko časa, kako leto pa pol. Pa jaz rečem, veš, da se bova mi da poročila, tudi mojemu doma, takrat, ko nam bo kaj dolg čas v življenju, ne? Ker se mi zdi, da zdaj je toliko stvari, pa mehni otroci, pa en kup enih opravkov, zakaj bi si zdaj še to dajal, ne? Čeprav, če imaš neko fešto, jaz imam rad fešte, ne? Tak, živim fešte, mi je to fajn, pa rad imam druženje pa prijatelje. Tudi recimo, ko smo imeli krste za Leva, pa potem kar za Livi, to je bilo vedno veliko ljudi. Tak, ne 20, 30, pač 100 ali pa 150. Nas je bilo veliko, pa to je bilo tak prijetno, pa dogajalo se je, pa eno dobro vzdušje. Teda mi si znamo narediti, pa tudi doma je pač polna bajta skozi. Ja, vem. Vidim po televiziji Ja, zdaj, no, ja. tako tudi je, to dejansko tako je. Pri nas doma, ja. Ja, in potem tam gre po ulici, gre Nipič, pa pol pride en Resnik, pa uleti, ne? Uleti. Hudnik je moj sosed, Ivan, potrebuješ je čez cesto. Aha, to ste tam na Kupici. Vse na kupu in potem ljudje pač pridejo, mahajo, pa tudi mi se radi družimo, tako tudi sosedi, se malo obdelujemo skozi, pa tudi otroci so taki, da ker Lev sploh je tak, da on ima zelo rad ljudi in ga pol tam lovim, pa iščem, pri kateri bajti je zdaj. Takoj, ko se neka garaža odpre, gre tja nekomu gledati, kak avto ima, pa kje ima orodje pospravljen, pa kak je s tem avtom, ker ima pač rad te bolj tehnične stvari. Tako oba sta zelo odprta, oba obožujeta ljudi, rada imata ta stik z ljudmi, kar je lepo, ne, da nista zaprta. Ja. A to so pol geni? Se pravi, ati, a si oči ali si ati? Dadi. Dadi, Kliče, Lev me kliče tako neko svojo izpeljanko iz angleščine je naredil. Aha, super. Daddy, ne? Daddy, Dadi me kliče. Sploh ne vem, zakaj me kliče Dadi. Najbrž je slišal. Lev nikoli ni imel varuške, ki bi govorila slovensko. Vedno je imel angleške varuške. In tako zelo lepo, tako če govori angleško. Z razliko od mene. In najbrž je slišal Daddy, pa je pol iz tega spalal ta mala. A že govori? Mal že, ne? Ja, mal že, ja. Koliko je zdaj stara? Eno leto? Ne. Eno leto pa pol. Aha, 1 leto pa pol. Ja. Da se rada družita, ni pomen toliko. Bolj No, se jaz sem hotela reči, ne, da v bistvu... Lara je bolj taka. Ja, rada, ja. Jaz sem se tega druženja, jaz imam rad druženje, ampak tak ga imam malo že dost. Aha, saj to, ne? Njej bi se pa dogajalo. To sem, mislim, smešno je to. Tudi ta mala, ko se zjutraj zbudi, se najprej oblač. Zdaj pa grem. Aha, mi smo zelo taki popotniki, ne. Ona se vstane, se že obuva, že bundico gor, še niti pojedla, nisi že kapo gor vleče, ker ona bi zdaj šla, ker pač je vajena, da mi pač zdaj pa gremo. Ko pridemo z obiska, gremo na drug obisk. Ali pa, ko je ura 8 zvečer, ful še imamo časa, kam še gremo. Pobluzimo tam po Ljubljani, pa po... A pol niste una tradicionalna, ob 8 je treba pa spat? O, Bog pomagaj, če bi povedal, kdaj mi hodimo spat, bi po mojem imel socialno inšpekcijo doma, ne glede na to, da sem sam socialni delavec. Ne, mi smo, kar se tega tiče... Umetniki in zelo neurejena družina. In tudi v vrtec, ko peljemo od Leva, Livi še na hod, so zelo razumevajoči do nas. Mi, če ulovimo zajtrk, vse to mi dve tudi loviva, ja? Ja, je to. In pol vedno še prideta dva za nami in točno vemo, katera dva, ker so isto taki umetniki. In to so muzičari, igravci, gledališčniki. No, tudi novinarji, pa ljudje, ki ustvarjamo v medijih. Tako, tako. Zelo smo razštelani, kar se tega tiče. In joj, časi kličem domov 10:30, polnoči. No, se bomo ta red, jaz mislim, da je red potreben. A veš, kako jaz rečem, ne? Dokler otroci niso v šoli, ne? Jaz se s tem malo tolažim, ne? Da mi gremo tudi od torka do četrtka na morje, ne? Ker si nekako glede na naš življenjski stil to lahko privoščimo in otroci niso še v šolah. Ne? Ja, in sam veš tako pravijo, da ta ura pred polnočjo, ki jo odspiš, je dvojna. Ja, to zdaj čutim. To je kar malo res. Ja, vem. Paš spanc je boljš kot žganc.
Tudi, a ne. Tako da jaz mislim, da čeprav Leo zdaj, odkar je zelo aktiven, pa še ima druge neke te obvrčeske dejavnosti, je tudi utrujen zvečer, pa tudi ker rad zaspi. Je pa zanimivo, ne. Sam se je odločil, da hoče v svoji sobi spati, prej bil še tak pri nama, ne. On hoče imeti svoj red, on je rekel, da hoče imeti svoj mir, da ne misli več poslušati Livi, ko se dere, in zdaj gre v svojo sobo in hoče imeti svoj prostor, svoj mir, svoj red. Vse si je samo opremo, dobro, tudi kak žrebo je prebil na steno, pa koledarje izobesil. Super. Gasilske. Aha. In pač mu paše ta, mislim, 6 let je star, ampak deluje tak mali mož. A to ima pol po dediju? Da mu paše tudi kdaj mir? Ja, on ima zelo rad svoj mir. Tudi zjutraj se on zbuja, mislim, on naj vzbuja za vrtec. Tak, da ne bo. On se vstane, reče, zdaj gremo v vrtec, zdaj prosim, če se vstaneta, da me ljudje pele, potem se obleče, se uredi, sam skombinira, kar precej časa se vzame, potem razloži, kaj ima popoldne, da on danes, ne vem, ne bo šel tja, ali pa to bi pa šel, kdo prije po njegov vrtec, kako je s tem in ob kateri uri ne prijema. Zelo strukturiran. Ja, sam pove, danes prideta prej, danes prideta kasneje, danes mi je v redu, če prijeta kasneje. No in pol se eno odlajo prevleče z posle in ga pele. No, jaz te razumem, tako da če ti to kaj pomaga, jaz sem s tabo, mi tudi. Taki smo, Leni. Taki smo, ne sekiramo se preveč. Vse to v bistvu se mi zdi, ko se bližaš tam 40-ki, jaz grem tudi počasi tja, malo mi še manjka, se mi zdi, da tako se kar zelo hiter ali pa počas prijazniš, tak sem, Zakaj bi zdaj neki fejku, to sem pač jaz. Na starševsko vlogo se pač nikjer nismo učili, mislim, vse so šole, pa to zelo dobre, ampak to je pač improvizacija od začetka do konca. Vsi mi pravijo sicer mehni otroci, mehne skrbi, veliki otroci, velike skrbi, tega še ne razumem, ampak se mi zdi, da vedno bolj bom razumel, ko bo pač ta mal šel samo v šolo, pa pol bi šel enkrat s kolesom sam v šolo, pa pol, ko bo šel enkrat z motorjem sam v šolo, pa enkrat z avtom. In ko vidim, kaj se na cestah dogaja in kako smo vsi naumni na cestah, z mano vred na čelo, pač si želiš, da bi ti otroci nekako čim dlje, čim bolj srečno živeli, da bi jim bilo omogočeno nekako, da bi čim več tega sveta užili, pa nekih lepih odnosov, da bi pač vsaj toliko doživeli, kot smo recimo mi, ker smo res polno živeli. Polno, ja. Katere vrednote se ti recimo zdi pomembno, da jih predaš naprej kot oče? Malemu vedno govorim, mislim, prejšnjič smo bila na plavanju, mali hod plavati, Levči, mali, ne vem, zakaj to govorim. Lev hod plavati, in sva tam čakala na plavanje, pa tam ena gospa zraven sedela, pa naj poslušala, ko sva se pogovarjala. In mi je tako pokazala, tako en srček, da se je srček zlomil, ko je tako poslušala najo, ko sva govorila, ker mi je telefon zazvonil in sem se oglasil in sem rekel, ne morem zdaj govoriti, ker imam sestanek. In potem me je Leo vprašal, zakaj sem tako odgovoril. In sem rekel, da sem odgovoril zato, ker pač se hočem zdaj z njim pogovarjati, da bom zdaj visel na telefonu. In me je popravil, je rekel, ok, ampak si pa lagal, nisi povedal po resnici. Ker mu jaz ves čas govorim, da je pač resnica je najbolj pomembna, pa ne v duhu strankarskih in volitev in državnega zbora, ampak govorimo, da je resnica pač najbolj pomembna, tudi če je taka grda, če je kruta, če je neprezanesljiva, če je boleča, se mi zdi, da ga učim samo, da je belo, rdeče, zeleno, da ni tega bluzenja in nakladanja in da je ta direktnost, da je resnicoljuben. Ja, že, da si prijazen, ampak se mi zdi, da ljudi najbolj prizadene to, da so ljudje drugi zelo prijazni, ko obrneš hrbet, te opravljajo, zelo veliko opravljanja. In tudi jaz ne maram ljudi, ki mi upravljajo druge ljudi, čeprav je to tako sladko, lepo je, malo se boš počutiš, ampak se mi zdi, da moramo stremeti k temu, da govorimo tako, kot je.
In to se mi zdi najbolj bistvena vrednota. Druga, da si človeški, da si prijazen, da nisi tak, da nisi, kako ne rečem, ne bom rekel nesramen, ampak da si tak, da imaš preprosto rad ljudi, a ne? In če imaš nekako rad ljudi, si vse do ljudi ljubeč. In to dvoje se mi zdi čisto v redu. Tretja vrednota, ki jo velikokrat jaz postavljam na prvo mesto, je pa delavnost. Se mi zdi, da če bomo otroke naučili delati, smo vse naredili. In Lev ima zelo veliko tega že zdaj v sebi. A ne? Pri nas doma zelo pomaga mi in pomivalni stroj zložiti, ven not, sobo pospraviti, sesati, urejati zadeve. Ta mala je stara let pa pol, pa zna pomivalni stroj ven zložiti. Pač. Ampak ne je to zabava. Ne je to zabava. In tudi letos, recimo, so počitnice in smo z Levom imela pogovor, kako bo on preživel počitnice, kako se bo igral, ampak tudi kako jih bo delovno preživel. Ne 8 ur, da bo delal 8 ur, ne, se ni to, nismo neki, nočemo otroka siliti, da ga bom maltretiral z nekimi hudimi delovnimi obveznostmi, ampak vseeno, da čuti neko odgovornost, kako se denar zasluži, kako se vsak evro prigara. In ta mali se je pogajal se je, koliko časa bo delal, smo govorili tam o 1 uri do 2, naprimer. Pogajal se je glede pauz, kdaj bomo pauzo za malco. Tako da najbrž bo nek sindikalist, ker ima nek občutek za te delavske pravice. In mu je bilo to ok. Seveda ga tudi zanimalo, kaj bomo od tega, ali bo kaj zaslužil. Potem smo mogli definirati, kaj je družinsko delo, ki je brezplačno, kaj je delo, s katerim služiš denar. In s tem mu prizgojiš tudi nek občutek, da je pač 20 evrov je zelo veliko denarja. In potem, ko je računal in ko je razmišljal in kaj lahko s tem kupi in tako naprej, je dobil nek boljši občutek, kaj je veliko, kaj je malo. A ne? Ker ti, ko mladega vprašaš, ima iPhona za 1500 evrov, to pač starši kupijo, se to ni velik denar, ne? Ampak 1500 evrov je zelo veliko denarja. Nekateri kupijo avto za ta denar, ne? Eni pa komi plačajo najemnino mesečno. Tako da treba je vsak evro spoštovati. In se mi zdi, da to delo in te stvari že zelo zgodaj nekako učim Leva in je dejansko me navdušuje, ker otroci to razumejo. To jim ni tako zahtevna tema. Hitro razumejo, bolj kot se nam zdi. Ja, včasih jih malo podcenjujemo. Zelo jih podcenjujemo. Mi otroke večino časa podcenjujemo. Tudi, so pa naši učitelji, ne? Bi rekel, kaj sta te naučili otroka? Mislim, učita me, ja, absolutno. Učita me predvsem prisotnosti, miselne prisotnosti. Če mi pri Levu to ni šlo najboljš, ko pač imaš polno glavo skrbi, kaj še moraš narediti, pa predvsem kaj še nisi naredil in se pač ne bi igral, ne bi bil zraven, ampak bi kar nekaj šel dokončati. Ne? Mi to pri Livi recimo boljš gre, da ko sem z njo, kar malo pozabim na vse. Kaj bi mogel delati, pa ure mi hitro minevajo. Torej, zagotovo me najbolj učita to, da počakaš, pa to, da si v danem trenutku tukaj in zdaj, ne? Kot radi govorimo, ali pa smo čas brali, ne? Biti tukaj in zdaj, kaj zdaj to pomeni. Ja. Mislim, seveda je to zelo velika modrost, biti tukaj in zdaj, ampak da si res v trenutku z nekom, to je pa najtežje. Ker smo naučeni, da moramo cel dan delati, da moramo preživeti, da moramo opraviti svoje delo, da ne smemo biti nedosledni, da ne smemo delati napak, da moramo na maile takoj odgovoriti, da je nevljudno, če takoj ne odgovoriš na SMS poročila in na klice. In ti trendi, ko so pravica do odklopa, pravica do kdaj se maili lahko pošiljajo, kdaj se SMS-i lahko pošiljajo, vse to se nam zdi malo krivično. Mislim, zagotovo nekemu podjetniku, ki ima zaposlene in ki gara, da pride iz meseca v mesec, ker mora oddati plače in prispevke, zagotovo mu ni v redu, če ne sme SMS-a poslati ob 6. zvečer, če je nekaj pomembnega ali pa če je nekaj pozabil povedati. Treba je obe strani razumeti. In to podjetno, delodajalsko stran, ker je pač podjetje mora preživeti.
In v teh časih je to težko. In ljudi, da niso ves čas na preži, da se moraš oglasiti, če ne se bo nekaj hudega zgodilo, oziroma ali lahko izgubim službo, ali bom slab delavec, če se ne bom popoldne oglasil na telefon po službi. In te stvari so nam prišle v kri in nas preganjajo do te mere, da smo postali sužnji ne drugim, ampak samemu sebi. In otroci to vidijo in so zaradi tega slabši, zato ker imajo zelo slab zgled. In tukaj se mi zdi, da smo poraženi, a ne, kot generacija. Ja, meni se zdi, veš, da v bistvu naša generacija, jaz naj kar štejem, ker sva par let narazen, se mi zdi, da je naša generacija glih na nekem prehodu, ne, ali nam bo uspelo te vzorce, ki smo jih dobili od staršev, ne, preobraziti, transformirati in da postanemo recimo mi, recimo neki, kako bi sploh rekla, zgled mogoče našim otrokom, da pa ni treba več na ta način. Ja, mislim, zelo veliko dela nas čaka, ne? Ker rojeni smo bili v času, ko so starši delali do 2. In so prišli domov in potem so bili doma. In so delali pač doma. Veliko so delali. To je bilo tako, ne? Veliko se je delali, ampak bili so doma. Niso bili na telefonih, niso imeli občutka, da morajo nekaj odreagirati. Tako, ja, ni bilo Pol tega. Mi smo padli v to, zdaj pa smo ugotovili, da to nam ni več v redu. Ugotovili smo pa zato, ker imamo, ne vem, težave s črevesjem, težave z srčno-žilnimi obolenji, težave z kožo, težave, mislim, vse... Izgorelost, ne? Izgorelost in tako naprej. Vse se odraža na telesu, ne samo na psihi. In pa, zdaj moramo to bi radi zdaj spremenili, pa ne vemo koliko, ves čas pa razmišljaš samo, kako boš prišel do svoje strehe nad glavo, ki je pač res v zadnjih 10 letih enormno draga. No, to nam lahko mogoče poveš. Nedosegljivo draga. Tako, ja. Marsikdo bi rekel, ne, ja, pa se Blaž Švab, ne, kaj pa njemu kupiti bajto, ne, pa valjda ima on je ziher že 3 bajte kupil, ne, ker je tako uspešen, pa ziher fajn zasluž z Modrijani. Povej nam, je to res tako v Sloveniji, ali? Delno ne, delno ja. A ne, absolutno moram biti odkrit. Jaz sem prvo stanovanje kupil pri svojih 25 letih. Kupil sem ga na kredit in kupil sem ga brez plače, kot študent. Brez plače sem ga kupil, ker takrat so bile banke še bolj prijazne. In sem šel na banko kot študent in sem rekel, jaz bi rad imel kredit. Kaj pa imaš? Sem rekel, nič. Jaz bi imel kredit, imel bi to. Smo Modrijani, imamo nek prihodek, ampak jaz sem še študent, nisem redno zaposlen. Modrijani so moj prihodek, ampak jaz bi rad imel svoje stanovanje in hočem imeti, rad bi imel 60 000 evrov kredita. Takrat je bilo novo stanovanje 60 000 evrov. In ta direktorica banke je to drznost cenila in je rekla, dam ti 100. In sem rekel, kaj rabim? Nič ne rabiš, mogoče poroka, ampak jaz ti zaupam. Lep pogovor je bil. Ne? In takrat sem prišel do prvega stanovanja, in ki sem si ga opremal. No in pol naprej sem pač lahko hitro šel, mislim, delno hitro od doma in da se začne se nek domek ustvarjati. Ne? Potem sem kupil eno majhno hiško, ki je bila takrat tudi zelo poceni, tudi spet na nov kredit, odplačal ta kredit, kupil nov kredit, v njej naredil 4 lepa stanovanja in v bistvu ta stanovanja zdaj oddajam, zato da sem lahko vzel nov kredit za novo hiško. Ja. Ampak mi je prišel COVID in se vse sesulo. In ker naenkrat 2 leti se ni igralo, ni se delalo, tako da smo tisto prvo stanovanje prodali, pokrili ta kredit, naredili nov kredit, Kaj hočem reči? Da se ustvariti nek kapital, ampak zelo podobno kot vsi ostali s krediti. S to razliko, da malo lažje sem vedno prišel do kredita zaradi prihodka. Ne? Ampak vse ni bil to kredit. No? Koliko ti pa prav pride, da si Modrijan v življenju? Kje, na banki? Ali, no, verjetno te je poznala direktorica banke, ne? Je bila na kakih naših veselicah. Ja. Jaz bi verjetno tudi dala kot direktorica banke Blažu Švabu, evo, kredit. Lahko imaš kredit. Na koncu moraš vse neka dokazila imeti. Ja, se vem, malo sredcem. Ampak to absolutno je vedno pomagalo. Ne? Pa bolj kot to, da sem Modrijani pomagali to, da so imeli pač nek občutek,
nisem znan po tem, da živim neko divje, rokersko, mislim, da nam že žalo rokerje, bog ne daj, da živim neko divje življenje. No. Vseeno so pač vedeli, da imam nek red, da imam rad neko zanesljivost, da pač imam neko vizijo, da hočem pač nekaj ustvariti zase in za družino. In pač to zaupanje je bilo zelo hitro zgrajeno. Pa spet nisem pač bluzil, jaz sem vedno šel pač direktno. To lahko, to ne morem, to se mi ne izide, to bi rad. In vedno smo neko vizijo. So me pa vedno te tudi malo podjetniške zgodbe vedno zanimale. Tudi tak v Paci imam en zelo velik, recimo, projekt ene take zelo posebne stanovanjske skupnosti, samooskrbne, kjer je samooskrba z energijo, samooskrba s hrano, samooskrba z energetiko, taka ena vas brez ogljičnega odtisa, velikega druženja, skupni prostori, telovadnice. Kot nek community v resnici. Ja, v bistvu taka odgovorna soseska, v kateri se lahko lepo živi, pa kjer je velikega druženja. Telovadnice, jedilnice, sprehajalne poti, igrišča. Čak to, da bi ustvaril v Sloveniji, ali kako? Ja. To tako že 5 let delam. Sestavljam en tak program, kupil sem eno zemljišče, ena taka zelo lepa zgodba, tak za dušo. Če bo uresničena, bo super, če ne, bom pa tam, ne vem, jagode sadil ali pa česen. Kdaj pa boš vedel, če bo to recimo uresničeno? Tako v roku 2-3 let. Ja, to zdaj že traja kar nekaj let. Je cel koncept je sestavljen, tudi ena taka, kako ne rečem, mogoče malo moralno-etično, filozofska osnova, pol pa konkretno gradbena, ker življenje v skupnosti ni samo, da pač živiš, ampak da tudi bivaš odgovorno do drugih ljudi. In to lepo sožitje je pač vedno izziv. In lahko tudi arhitektura goji lepo sožitje, ker te sili k lepemu. To pomeni, če ima hiša velik teras ali pa zunajnega prostora, te sili k temu, da se zunaj srečuješ z ljudmi, da sosedi z žlahto. Slovenci sploh smo radi pol leta kar vzunaj, ali pa 7 mesecev smo vzunaj. Radi smo vzunaj. Ni mi toliko pomembna velika dnevna soba, je pomembna, ampak mi je skoraj bolj pomembna velika terasa, kot so včasih hiše imele velika dvorišča za druženje. In potem tudi skupni prostori za druženje. Potem za očete in sinove, za mame in sinove, ni važno, telovadnica, ali je to joga, ali je to košarka zvečer. Ampak ne, da očetje gredo na košarko, da pobegnejo od doma vsako sredo zvečer, ampak ne, da grejo s malimi skupaj na košarko v njihovi vasi. In je neko tako medgeneracijsko druženje in sem iz tega izhajal, kako lahko prepleteš lepo sožitje in arhitekturo, kako bi morale izgledati dvorišča, kako je pomembno, da ni stopnic, ker mame z vozički ne marajo stopnic, ali pa nekdo, ki je na vozičku, ali pa nekdo, ki je star in težko dviguje noge in se lahko spodbije ob najmanjši klančini. Take stvari me zanimajo. Torej, tudi to je neka podjetniška zgodba, za katero bom šel na banko iskati kredit. Okay. Jaz se veselim te zgodbe. Ja, se bo lepo. Je pa, kaj, to se vračaš zdaj v bistvu, Muska te itak spremlja od malih nog, ne? A je to zdaj malo bolj povezano pa s tem, kar si študiral, ne? Socialno delo? Ja. To je zdaj malo v to smer. A to malo napoveduješ neko tranzicijo iz Muske kam drugam, ali bojo Modrijani še vedno, ali se bolj pripravljaš na starejša leta, ko mogoče ne bo ti več toliko pas ali po odru skakati, ali kako? Kaj to pomeni zdaj? V osnovi malo pogrešam študij, malo pogrešam, čeprav jaz veliko se pogovarjam z ljudmi z različnih področji, pa vseeno sem delno kar študiozen človek, rad berem raziskave, rad berem članke. Žal mi je, da nisem doktoriral, žal mi je, da nisem upisal še ene fakultete. Jaz sem po fakulteti sem se upisal še eno fakulteto, pa sem potem to opustil. Preveč je bilo, veliko stvari sem pustil. Delal sem kot socialni delavec, pa sem to pustil. Bil sem v terapevtski skupini,
sem pomagal kot pomočnik, pa sem to pustil. Veliko enih stvari sem pustil za sabo, zato ker sem šel na televizijo, pa na radio, pa k muziki. Ampak to mi je čisto ok, da sem to pustil, ampak pogrešam pa neko možgansko kreativnost, ki je v muziki vseeno veliko, ampak jo pa pogrešam. Ne vračam se pa k socialnemu delu, bolj se vračam k temu, kako so živeli naši dedki pa babice. Ker ko se vozim po Sloveniji in ko opazujem te starejše hiše, so tako preproste, ampak tako logične. Vrata so pomembna, ker je vhod v prostor pomemben. Dvorišče je veliko, ker se tam zadržujejo ljudje. Klop je pod drevesom, ker daje senco in ljudje se tam družijo. Prideš noter, je nek osrednji prostor v kuhinji, ki je preprost, dovolj velik, na toplem in tam se spet ljudje družijo. Vse, kamorkoli se obrneš, pri teh starih hišah ali pa pri starih vaseh, govori o druženju, o delu in o druženju. In ko ti se z ljudmi pogovarjaš, ko so stari, vedno rečejo, fajn smo se imeli. To je tak en tipičen stavek, ki spet govori o tem, da so se družili in da mi je bilo ob tem prijetno. To pomeni, najbrž je ena bolj smiselnih stvari v življenju lepa doživetja ob druženju. Mi pa to kar zanemarjamo. Ja, res je. In sem zato se malo poigraval s temi stvarmi, ki lahko dolgoročno naredijo nek otok spremembe v svetu, ki kliče po spremembah. V bistvu si vizionar, bi jaz zdaj tako malo povzela. O tem, kar govoriš zdaj, to je kar zelo taka lepa vizija, perspektivna. Skušam stkati preteklost s prihodnostjo. Čist nič novega se nisem zmislil, tudi nič ni mojega originalnega, niti ena ideja. Samo povezal sem to, kar so mi povedali drugi. Tudi to je umetnost, to ne zna vsak. Delal sem na inštitutu Antona Trstenjaka, kjer sta inštitut vodila Ksenija in Jože Ramovš. Na inštitutu Antona Trstenjaka so delali programe za preprečevanje padcev v starosti, za druženje prostovoljcev, za druženje starejših ljudi proti osamljenosti. Delali so programe starosti prijazna mesta, starosti prijazna okolja. In to so eni čudoviti programi, ki sem jih prenesel v neko vsakdanje življenje in povezal z znanji socialnega dela, antropologije, psihologije, filozofije. V osnovi, nekje v ozadju, je pa vse posod drža, človeška drža, etika, morala. To se mi zdi, da je pri tebi zelo izrazito. Ja, tako sem bil vzgojen. Pa tudi se mi zdi, da je to najbolj pomembno. Sej vedno trčimo, vedno udarimo ob to, kaj je etično, kaj je moralno, kaj je prav. In tukaj moramo k temu stremeti, kaj je prav. In se mi zdi, da je prav odgovoren in lep odnos do ljudi in do okolja. Odnose se mi zdi, da kar naprej tudi malo izpostavljaš. Odnos znotraj te tvoje zdajšnje celice, se pravi, odraščal si na vasi, zdaj se mi zdi, da se spet malo, si se vrnil bolj na vas, zdaj svojo družino. Kako vi ohranjate, ali pa s partnerko Laro, kako ohranjata ta nek odnos? Pravimo, ves čas se nam mudi, nimamo časa za nič, ampak treba pa je ohranjati, da smo vsi ok, da je družina ok. Kako vidva skrbita za to, da sta ok, kot partnerja najprej? Ja, kot partnerja, kot starša, mislim, to dvoje je največji izziv, tudi najtežje je to, ker kot si starš, imaš kar skozi, ne vem, kako bi ta občutek opisal, bolj je podoben občutku, da si ves čas na neki preži. Ja, v pripravljenosti, Skozi v pripravljenosti, ali so vsi zdravi, ali te malo ko kihne, že bo prehlajen, kaj to pomeni, ali bomo zdaj doma, kak bo, ali lahko kam gremo, on kašlja, on in da, ta mala, let pa pol. Vse Lego kocke sem pregledal, pa še vedno najde neko glavico od ene igrače in je da usta in pride pokazati, da ima to v ustih. Vi ste še v uni fazi, kot so v ustih. Skrivam po vseh kuhinjskih predalih. A veš, tako da
ta občutek starševstva, ko si na preži, ni podoben s to neko samurajsko umirjenostjo, ker so bili na preži, ampak so bili umirjeni, pač to mi ne uspeva. In potem z Laro pa kukar, kje najdemo kako lino časa, da najdeva varstvo staršev njenih ali mojih, da ne vem, greva že nekako obveznost, ampak da smo skupaj, pa da se pač skupeleva, pa med vožnjo se vmes ustavimo, pa spijemo kavo. Nič tako zelo kaj posebnega. Iščeš na minute, pol ure. Ja, pa da zvečer pogledava kako serijo. To v bistvu najbolj pogrešava. Kaj gledata recimo? Zdaj gledava Kosti. To je taka kriminalna serija o teh, ki secirajo kostja. Aha, okej. Pred spanjem torej, da pa umira Lara zaspiš. je hotela v osnovi biti forenzik, hotela je biti kriminalistka, hotela je delati v policiji, zanimajo jo obdukcije, ne bi rekla, ne, jaz tudi. Ne bi rekla, te plati njene ne poznam. Ne, se jaz tudi ne, spoznavam jo. Ni to strašansko zabavno, ko po razpadajočih truplih in kosteh analiziraš, kaj se je dogajalo. Ampak jaz vam pa rad kriminalke, rad imam drame, rad imam te psihološke trilerje. Ne maram komedije, na primer. A ne? Okay. Ne. Pa ti imaš ves čas toliko veselja okrog sebe, tako da ne rabiš. Vse lepo. Ne vem, kdaj sem nazadnje kaj dobrega gledal, da je bilo smešno, pa da mi je bilo dobro. Ne veš, ja. Ne. In pol to recimo, tak, če je le možno in to včasih potem do 1 zjutraj gledava ali pa do pol 2 in potem... Pol vaju le vzbudi zjutraj. Zjutraj to vrtec. Dopusti, ne? Zdaj se to tudi bliža. Zdaj Modrijani verjamem, da imate polet en kup veselic, a potem so vaši dopusti junija, septembra, februarja ali kako? Ste tudi tukaj ne klasični? Vmes imamo rezerviran čas sred poletja, tudi za dopust. Nismo tak stroga firma, da bi recimo ne bi šli. Imamo rezerviran čas za dopust. Včasih gremo skupaj, včasih mi je tudi v redu, da gre Lara sama z otroki ali pa da gre starši, da jaz doma še kaj naredim. Da malo posesaš? Recimo, ja. Ali pa kaj za naprej, pa kaj za nazaj uredim. Drugače pa, ko je možno, gremo za nekaj dni, pa tudi ne kompliciramo, no. Kaj to pomeni? Da ste tukaj pa ste klasični? Zelo. Se pravi, plaža, čofotanje v vodi? Zelo malo plaže. Aha, okej. Dejansko zelo malo plaže, bolj pač nek apartma ali pa hiška, pa kar pač najdemo, kar je frej. Kar je frej, ja. In potem, kaj ne rečem, kuhamo, sprehajamo se veliko, zelo veliko se sprehajamo, tako da radi hodimo naokrog sem pa tja, na sladoled, pa na on sladoled. Malo plaže, potem srečaš nekoga. A tudi na morju? Se pravi, niste oni klasični, Blaž Švab ni klasičen slovenski zvezdnik, zdaj to tako malo pretiravam, se veš, da bi se umikal od ljudi, kje ga bomo ulovili. Ne, mi smo v Nerezinah v Velem Lošinju. Na Velem Lošinju. Veli Loš, ja. Torej, v nekoč krški vasi, zdaj se reče Bučanje. Tam je... Tam so vsi Slovenci v resnici, velikih je, ne? Ful. Okej. Pa en kup taborov otrok, in je super. Pa ljudje so res prijazni, no. Noben ni vsiljiv, taki so skolirani. Pa se tudi oni hočejo imeti svoj mir. Pa tudi, a veš, enim tudi ne polepšaš dneva, ko te srečajo, pač jim greš, že spet. Ta Švab, a tudi tle je. Tle ni nobene drame. Načeloma so pa zelo prijazni. In otroci, eni prepoznajo, pa so čisto navdušeni, eni se jim tudi sanjajo, kdo je to. Ni nobenega problema. Mi smo tam v Bučanju zdaj že leta in leta in pol srečujem tam, vidim koga od Sidarte, pa pol vidiš koga od ene pleh muzike, pa se tam je tudi en kup glasbenikov. To je ena taka skupnost in nam je vsem super. Pa vsod imaš skupnosti v resnici, ne? In doma in na morju. Lara tam uživa, tam je otroštvo preživela. Okej, združujete torej. Pa tudi mi smo hodili preskozi na Lošinj. Lepo nam je. A je, nič ne omenjaš, recimo, to je zdaj moderno, ne? Ta duhovnost in tako naprej.
kje pa ti iščeš, oziroma kje ti najdeš svoj notranji mir, ne? A ti ga daje muzika, se pravi ti oder daje neko notranjo izpolnjenost, ali ti to daje, ne vem, očetovstvo, ne vem, a tudi meditiraš mogoče, ne vem, se rabiš umirjati, iščeš ta mir znotri sebe s kakimi posebnimi? Včasih sem meditiral, zdaj ne, pa bi mogel. Rad sem hodil na Brezje. Zdaj nazadnje smo bili, za Veliko noč smo šla na Brezje, pa smo z Levom tam krožila po cerkvi, pa smo tam razlagali te zahvalne maše, pa kako to zgleda, pa tam smo pod svečke prižigala. Lev ima eno tako zelo že zdaj zelo močno duhovno dimenzijo. On kar sam reče, se pa gremo do kapelce, tam blizu nas je ena kapelca, pa rad hodi tja, pa kako svečko gre prižgati. Mi glede te duhovnosti, pa tudi glede minljivosti, se zelo odprto pogovarjamo, ne? Ko si živ, si živ, ko te tukaj ni več, greš drugam. Lev me je celo že vprašal, mi je že povedal, da mi bo dal na grob 50 € za kavo, ki imam zelo rad kavo. Ja, in je rekel, ti bom dal na več dadi, ti bom dal na grob 50 €, da boš ti imel za kavo v nebesih. Pa je pa prišel nazaj pa je rekel, pa dadi, a ti veš, koliko je kava v nebesih? Ker je pač začel računati, da je mogoče 50 € malo preveč in da bi lahko dal mogoče 30. Se takrat, ko boš šel na uno stran, mogoče že bo 50 €. Mogoče tam ni inflacije, ja, no, ne vem, ali pa je. Ja. Tako da mi se to zelo tako odprto pogovarjamo. Potem, kar se pa tiče tega miru, največ miru jaz najdem pri tamalih, se mi zdi, pri otrocih. Ker so oni tak v stiku. Vse mir je ekvivalent, da si v stiku s sabo. In ko si v stiku s sabo, se umiriš. In otroci so kar v stiku s sabo, mi jih pol naučimo, da niso. To je naše poslanstvo. Tudi šola nam pri tem pomaga, ne? Da niso v stiku. In pol še marsikaj drugega, mediji, telefoni pa sploh, tako, ne? ja. Da jih odklapljamo od sebe. Teda jaz sem z otroki v stiku, pa na odru, absolutno na odru, ne? Ker muzika je pa direktni pretočni kanal z duhovnostjo. To je direktna cev. Kanal, ja, res je. Ja. Ja, ker ima neko čudežno moč in je božja v tem pogledu. Zato je muzika tudi vse prisotna. Ali pri meditaciji, ali pri molitvah, ali pri obredih, takih in onakvih. Tudi ob slabi volji, ne? Ob dobri volji vedno je z nami, ne? V vseh situacijah življenja, bi rekla. Ja. Skorno, ja. Absolutno je vse posod. Veš, tudi poje. Včasih je tudi ob Mrliču pel, ne? So bile pesmi za to, ne? Teda muzika je pri dobrem, slabem, to je vse v redu, ne? In tudi potem, ko začneš razmišljati, veš, dobro je dobro in tudi slabo je dobro. Tako. Ne? Največji problem je, ko ni občutka, ko ni nič, torej, ko nič ne čutiš. In tega se jaz bojim, ne? Ko rataš utopel. Utopel, ja. In si bil kdaj že? Mislim, si bil? Jaz ne, ampak opažam, da telefoni, s katerimi imam jaz zelo veliko pravka, ker v bistvu je gor pol moje službe ali pa dela, pa tudi zelo mamljivi so, pa rad berem poročila, pa spremljam politiko in tako naprej, te v bistvu trenirajo k utopelosti, ker so polni teh impulzov in pol rataš utopel za ostale stvari. In sploh mladi imajo s tem še več težav, ker so se v ta svet rodili. Teda utopelost je, se mi zdi, največji problem tega časa. Eno stvar te moram še vprašati, malo bom sam preverila, midva bi se še pogovarjala, se imava še nekaj časa. Morda vedo, ali pa tudi ne, Blaž Švab je bil na porodniški. Ja. A to drži, ne? A kako si doživel to obdobje? Kako ti je bilo? Kaj to pomeni, da si bil na porodniški? Da si bil po 4 mesecih ali po pol leta si ti prevzel ali si bil ves čas? Ali kako je bilo to? Ne moš takoj prevzeti. Aha, najprej mora biti malo mami, ja, to se še malo spomnim. Ja. Mislim, se ni skrivnost, ne? Jaz sem pustil vse stvari. To pomeni, nehal sem delati na televiziji, nehal sem delati na radio, vse sem dal stran. A to z namenom, ko se je rodila hči? Ali je razlogov je bilo več. Aha, okay. Razlogov je bilo več, nekako je sopadalo. Absolutno je bil pa en izmed pomembnih razlogov tudi to, da sem pač ugotovil, da
da mediji vzamejo te celega, a ne, te posrkajo totalno in da se ne da tako živeti, ko imaš mehne otroke. Pač to je res neprizanesljivo. Ne? In tudi mediji kot sami so bolj neprizanesljiva služba, kot se komu zdi. Bolj kot muska? Ja, bolj kot muska. Jaz se nisem postaral na odru, jaz sem se postaral na televiziji. Las nisem zgubil zaradi muske, ampak zaradi medijev. A ne? Je pa to zanimivo, ker v Sloveniji nihče o tem odkrito ne govori, zato ker se vsak boji, da pol se bi mu kje vrata zaprla. Ali pa vseeno ni medijev na pretek, nismo v Ameriki, pa še tam je omejeno število medijev. In vsak pol tudi malo tih, pa malo ne pove, pa nočeš se zameriti, pa ko nehaš delati v enem mediju, ti pol ne bodo verjeli, pa se tudi bože, da se o tem mogoče celo ne govori, ampak mediji so lepa stvar, zelo, ker vplivaš na stanje v družbi na lep način in informiraš, ampak samo medijsko okolje je pa lahko zelo kruto. In v nekem momentu sem hotel narediti kar piko. In mi je bilo to super. Kar je najbolj strašljivo, da skoraj še nisem doživel trenutka, da bi sploh kaj pogrešal. Nič ne pogrešam. Nič mi ne manjka. Zdaj mogoče malo razmišljam, kako bi bilo fajn narediti eno tako oddajo, kot je bila v petek zvečer, ker je pač muska tam res Ja, dej, please. delala. Mi ful pogrešamo v petke več Ja, zvečer. muska je živela, ne? In to je spet povezano z muziko, ne? Torej, če kdaj bi kaj še počel, bi bilo to nekako povezano z muziko. Modrijani pa nikoli niso bili tako pod vprašajem, ne? Ker so mi pač to že tak način življenja, lepo mi je, pa še mi ta tudi fizična aktivnost. Ne? Ja. No, to sem hotela to vprašati. A ti treniraš čez teden ali treniraš samo za vikende na odru? Ja, fizično. Tako. To je tvoj šport? Ja, to je da meni skačeš tudi, po odru? Ja, meni je to tudi malo šport, meni je to malo štos, da se malo razgibam, mi je to super. No in potem je slučajno tako naneslo, da je Lara mogla pohiteti z delom in je bilo meni to okej. In si ostal doma? Ja. In potem sem jaz bil doma, Lara je pač naredila, kar je naredila, pa tudi Lara ni delala pa 8 ur, par ur, ampak načeloma sem jaz bil doma, pol zvečer, tam ob 7-8 pa sem šel na vaje ali pa na špil. Ne? S tem, da sem se zjutraj vstal potem, tudi če sem prišel ob 3-4 zjutraj domov, sem jaz bil ob 7-8 po koncu. Ne? In se pač se tudi tega navadiš. Ne? Ja. In to gre. To je, da nisem tle zanemaril. Pri nas ni bilo tako, zdaj pa pustimo Atija spati, zdaj pa Dadi spi. Ja. Pač Dadi ni spal, ker so zjutraj vsi uleteli, ali pa so se vsi drli po bajti, da bo tiha, veš, da Dadi spi, ne se dret, veš, da Dadi spi, pa si že itak bil po konca. Ne? Tako da ne, to sem kar ponosen, to sem kar spalal. In mi je bilo fajn. Kakva vez se je med vama oblikovala? Sploh si ne predstavljam, koliko pride to res neka lepa vez, ne? Ker pa očki ponovadi niso doma, ne? S tem, da mami je mami. Mami je mami, ja, sploh v prvih letih, ja. Ja. To je prav fajn opazovati. Ja. Ta mala še vedno kdaj kar znori, če ni mamice in ja, ima mene kar dost. Bolj navadi se tega občutka, da pač se sprijazni, aha, danes pa si ti. In pol se pač sprijazni in sfura dan. A ne? Pač mami je mami. In prav je, da je tako. Ne? Jaz ne morem nadomestiti. In tudi to je utopija. Ampak mi je pa bilo zabavno. Pač zabavno mi je bilo sploh, ko je Lara mogla zaradi dela iti za več dni v tujino. Ne? In potem... A jaz sem si predstavljala, da to gre cela familija. Ja, se je bilo tako mišljeno. A je bilo? Aha, je bilo tako mišljeno. Okay. Ampak potem se je zgodilo to, bilo je mišljeno, da mi pakiramo in gremo vsi, da je tam pol hotela zbolel zaradi neke črevesne bolezni. Okay. In smo mi rajš kar počakali doma. Aha. In potem so mi njeno mleko No, to sem hotela vprašati, dojila je, ne? Zmrznali v tujini in mi ga transportirali. Poslali? Ja. Ok, to pa je štorija. Torba, ključ
Okay. Potem sem jaz hodil na lokacijo, kjer so meni vozili mleko, po noči, ob enih zjutraj. In potem sem jaz to mleko imel doma v zmrzovalniku, strukturirano. Ja, ok, ja. No, sej lahko je pol leta zmrznjeno, koliko, ne, se to sem tudi jaz delala zalogo. Ja, zalogo, sploh Lara, ki je imela več. Ja. In pol sem to mleko in sem pa sem to uredil, otalil, temperatura, to se potem navadiš, imaš že feeling, kaj je ta temperatura, ki paše. Levi ima normalno, Livi imela vedno rada malo hladneje, sploh ne vem zakaj, ampak pila ni, če bilo pretoplo, a ne? In potem to sfuraš, ne? In če je ta mala zdrava, vse gre. Problem je, če so otroci bolani. Bog ne daj, huje bolani. Če pa so zdravi, je pa vse, ne, gre, ja. Povsod ga imaš lahko zraven, ja. Če se ful pokaka, boš da ga kar stoširaš, ne, kot pa, da ga brišeš. Tak, začneš po kmečko razmišljati, ne po kmečko, po vsak dan je preprosto, ne kompliciraš. In pol smo furali, vozili, navadi vse, zdaj gremo tja, tu, da je duda, flaška, ona rabim to, zdaj je jedla, zdaj bo pol, pa bomo to, ok, treba to paziti, pa bomo to dali, pa daš to ven talit, juho imam, se me mami pa tašča sta me malo rešvale, ne, zato ker sta mi hladilnik zaloge nadevale, goja juha, špageti, bolognese, pač za trotla v kuhinji, kot sem jaz. No, a kuhaš ne glih? Ne, okej. In pol so mi to vse prekuhale, zdaj pa kačeš, domače goveja juha, pa dojenje. Pa, otrok ne more biti bolj zdrav. Ne? Ko mi je pa mleka zmanjkalo, je rekel ko nam je mleka zmanjkalo, smo pa mi kupovali osličje mleko. Okay, ker je zelo fajno za odpornost. Okay. Sicer smo ga seveda prekuhali, da ne bi prišlo do kakih okužb. In je pa zelo dobro za odpornost, pa to zelo hranilno je. Pa najbližje je po okusu materinemu. Okay, to pa nisem vedela. Potem smo imeli cele baze osličjega mleka, pa smo to kuhali, pa smo to rihtali, pa tako naprej. Pa če žurka. Žurka, ja. Ja, to je zdaj malo drugače slišati. Ne vem, v enem od intervjujev sem slišala, da si rekel, da je, seveda je naporno biti starš, ne, pa imamo vse sabo, pa pa drugi otrok prihaja, joj, ne, a bo drugi, a nista planirala drugega otroka, ali kako? A ti sploh, ne vem, enkrat mislim, da si celo rekel, da a bo imel otroka ali ne bo imel, zdaj imaš dva, ne? En za drugim. Ja, mislim, hvala Bogu, to je lepo reči, da nismo planirali ne prvega, ne drugega. Ne? Ja, lepo, v resnici v tem svetu. Ja. Smo neskončno hvaležna, da se je tako zgodilo. Naj vse zelo presenetilo. Mislim, tudi Lara je bila zelo mlada. Ona je bila drugi letnik faksa. Malo čez 20, ja, ne? Ja, to je bilo vse. Vse to je fajn, da mlada žena, ne, velike energije in tako naprej. Ne? Fajn je mlada žena. To so sanje vsakega moškega, ne? Mlada lepa žena, mlada. Lepa mlada, pa tako naprej, ne? Ampak pol prije. Moraš imeti tudi energijo, ne? Ja, bomba in pol se zgodi, kar se zgodi. Ne, zdaj je super. Ja, no sej, ker vidim, kako pripoveduješ, da tako imaš en žar, no, bi rekla. Veš kaj, lepo ju je opazovati, ne, ker zelo sta zanimiva ta mala dva, zelo sta posebna in sta tudi zelo zanimiva. A to po vaju posebno ali sta čist svoj kaliber, recimo, mislim, a kdo komu bolj po karakterju? Pa je sta oba podobna tebi, sem slišala. Leo zelo. Ja, njega sem videla na sliki in je res. Livi pa sploh ne vem, komu je podobna, taka skodrana, blondna, modrooka deklica z širokim nasmehom in Bog ne daj, to je po mami. Ja, ampak dobro, tudi užge, ko po mami. Če kaj ne paše, taka je abnormalno temperamentna. Tako. Drek za v karate. Tudi po mami. Po mami, ja. No in ta mali je pa tak filozof, tehničen. Zdaj imamo vse odgovore. Največ, ampak neskončno se ima ta rada. Ona ga masira, pa se božata, pa se ljubčkata, pa se objemata. Ne vem, meni so otroci večkrat bolj zanimivi sogovorniki kot odrasli. Jaz z Levom naraje sedim, tam se nekam da peleva in jeva nezdravo hrano.
in bluziva in se pogovarjava in on tako super sprašuje, super pripoveduje. Tako fajn mi je to. Pač, tvoji otroci so ti pač zanimivi. Ja. Najbrž je to evolucija naredila, zato da jih imamo ali kaj. Verjetno. Da jih obdržimo. Ja. Bi pa tle pripomnila še eno stvar, da se mi zdi tudi svojevrsten uspeh, da si najdeš partnerko, ki je tako dobrosrčna, recimo, ne? Tako bi jaz recimo ocenila tvojo partnerko, ne? Res dobra po srcu, tako res dober vibe, ne? Tako, da pritegneš to k sebi in obdržiš, ne? Ja, pač Lara je taka, da ona ne skriva, če ji kdo ni všeč, težko to skrije in tistega, ki ima pa rada ali pa tistega, ki ima rada, pa to zelo pokaže. Ampak vseeno je pa taka vedra je, ne? V osnovi je ona zelo vedra. Ja. Ni veliko takih ljudi, no? Ne, ona tudi doma je vedra. A ti nisi? Ti si bolj godrnjav ali kako? Jaz sem bolj godrnjav, tako če bi šli po smrkcih, ne? Ko so godrnjavček. Jaz sem bolj ta godrnjav, ja. Pa on, ki nekaj eksperimentira. Ona je pa taka, ne smem zareči smrketa, veš, kot Inicija, ti smrketa. So bili taki, grde pesmice je pela. Ampak ona je v osnovi taka. Rada ima življenje, no tako. Ja, vedra je. No, in tudi doma je vedra. Sicer, pa to je super. Kar se tega tiče, je super. Ona tudi ima veder pogled na, recimo, na urejenost v kuhinji. Aha, razumem, ja, okej. Se pravi, tam držiš strukturo ti in red. Ja, prej je vedrila, ne. To od zjutraj, ja, pa ko prijem čas večer domov. Kaj, poli špila, greš pospravljati, pa se sad po noči? Ja, zbudo bi jih, ne. Me pa prime, da bi jih. Velike ne vedrine, ne. Razumem, ja. V dobrem in slabem, torej, ja. In to se odraža. Ampak jaz pa se učim to sprejemati, veš, ker ko je Lara k meni prišla v moje stanovanje, ni bilo najbolj jasno, kam je prišla, zato ker je bilo res je bilo urejeno. No in potem mi je pripeljala še psa. In to je, ne bom pozabil tega momenta, ker je kupila eno grdo kletko v tem lepem stanovanju, ker smo izbran les, pa izbran kamen, pa vse izbrano, pa vse je tam izliverala, pa lepo, res lepo. In potem je neka kovinska grda kletka v enem kotu. Potem hrana za psa v drugem kotu, pol pa kopalnici tudi nekaj za piti za psa, če bi ta pes v majhnem stanovanju rato žen od kopalnice do dnevne sobe, potem je pa začela igrače kupovati. Ena je premalo, on se mora igrati z večjimi, pa je ona igrača, pa ona igrača, pa skozi piskal, pa tretja igrača, pa četrta. Ker naenkrat smo imeli doma pesjak, po decembra, ko sem pa igral, bi pa ona to z lučkami opremila in pol je šla in je kupila lučk toliko, da jih je komaj vse navesla. Prišel sem domov, samo sredi stanovanja svetlikajočega se jelena iz lučk. A šo, kaj to grdo? To so punce. Jelen. Pol je navesla. Lahko rečeš, da je cute. Kaj pa vem, če je cute, ker enkrat je bil pes, igrače, jelen, pa je pa zanosla. Aha, no, vidiš, to se je pripravljalo gnezdenje počas, ne? Veš, kaj je bila prva stvar, ki sem jo naredil, ko sem zvedel, da je zanosla? Prva kaj? Lara mi je doma pustila sporočilo v škatli. Aha, okej. To nisem še nekaj povedal. Ona je zanosla. In mi je test pustila v škatli, zraven pa listek. V katerem je napisala, ki je pošla na faks, na predavanje. Vse, kar te prosim, je, da bi se zvečer normalno pogovorila. To je not napisala, ne? In jaz sem se usedel na sedežno z psom, ki je že bil na sedežni. To ni Blažek? Blažek. A Blažek, to je Blažek, aha. Že dolgo živi. Aha, okej. Ja. In sem šel na nepremičnine.net gledati večje stanovanje. Tako, da to ne bo šlo več v tem stanovanju, no? Pa smo šla pa z Blažkom na sprehod. Na sprehod. Kako ti je pa bilo, ko si ugotovil, da boš oče? A si to od nekdaj želel? Ali mogoče nekje, ja? Približno tako, kot si želiš iti v Ameriko. Fajn bi bilo iti, zanimivo je, najbrž je res
fajn, a ne? Ampak dobro, čučenom šel. Nisem tako zelo planiral očetovstva. Ja. Bolj sem si predstavljal, da bom delo do konca življenja, pa da ne bom glih Ampak polno si živel že prej, ne Zelo sam. polno, ja. Tako da v bistvu si bil že izpolnjen, v bistvu si prišel polje, očetovstvo je prišlo potem, ne, ko si ti Ja, že je kar nekako... prišlo, ja. Ja. Okay. Deva zdaj, da ne bova šla preveč v detajle, ker tole ob 7 zvečer gre ven, veš, ne ob polnoči. Ja, lepo noči, ja. Noč Modrijanov, tam pa bomo, ne, do polnoči ali pa še kaj dlje. Daj nam kaj povej o tem projektu, a nam lahko kaj izdaš? Kaj nam lahko poveš o tem? Noč je za nas eno tako slavljenje Boga, en tak duhovni proces, v katerega gremo na polno. Letošnja bo lepa, vse mogoče ne bo v osnovi nič posebnega. Čeprav bo scena pa vsa zgodba bo po moje še nevidena, zgodovinsko nevidena. Wow. Res lepo, res velika stvar. Drugače mi je pa všeč to, da sploh je, ne? Ker zdaj 7-8 let ni bilo, Ja. pa da bi potem ta ritem ulovili na vsake 2 leti, da bi spet to bilo. Aha, na 2 leti. Ne, Okay. ja. No, jaz sem se ful veselila, da spet bo. Ja, pridejo iz celega sveta. Ljudje pišejo Teksas, Arizona, Švica. Okay. Pridejo vaši se Slovenci. pravi, poslušalci, fani. Ja, Slovenci. Avtobusi Hrvatov, na primer, ne, zanimivo. Tak, zelo, zelo veliko ljudi in narediti moramo lepo, vse v osnovi, ples, muzika, en zelo lep oder, pa ena lepa energija ljudi. Druga se jaz ne želim, pa da spelemo, živi noč, živi ven, to je to. Lahko poveš, že, kdo bo z vami? Ali Skoraj to je vsi slovenski glasbeniki. Ok, pol tega res ne smemo zamuditi. Okay. Skoraj vsi, ja. A je še kaj tazga, kar te bolj izpolni kot to, kar si zdaj nam povedal? Se pravi, muzika, starševstvo, partnerstvo, sam sebe, si navdih sam sebi, bi lahko rekel. Da ti je fajn, da kreiraš, da ustvarjaš. Ja, več bi si tega želel še, ne? Še več. Jaz mislim, da so sanje vsakega glasbenika ali pa nekoga, ki je ustvarja, da bi več ustvarjal, ne? Prejšnji sem bil na kavi pri Magnifiku in Šaciju v njunem studiu v Tivoliju. Ima ta lep glasbeni studio in tam se redno dobivajo in ustvarjajo. Ne? Meni bi bilo to kar tako lepo življenje, da grem v en prostor, sem obdan z dobro mislečimi ljudmi in ustvarjam in kreiram. Ali muziko, ali projekte, ali ideje. In da je manj tega garaškega dela. Tega je bilo res veliko. Ne? A zdaj manj garaž? Vsem zmodrijani delo ni lahko. Ne? To so noči, to je velikega odrekanja, velikega garanja. Ni to lahko. Manjka mi. Mislim, da bi sebe izpolnil, da ti odgovorim na vprašanje, če bi bolj umirjeno živel še, pa več ustvarjal. Več ustvarjal, ja, ker s tem pride res ideje, ne? Nove kreacije, ko si malo bolj umiren. Ja. Jaz sem to doživela prvič, po mojem, med korono. A veš, Ja. ko je malo več časa Ja, bilo, ne? ja. Takrat so meni začele ideje tako po enemu mesecu nekega mirnega življenja. Wow, Anja, pa ti imaš ideje. Wow, ne? In pa so se tiste ideje tudi vse udejanjene in uresničile, če nismo tako. ves čas v teku. V krogu, ja. V teku, ja. Tako. Blaž, jaz mislim, da imava še marsikaj za reči, Pa drugič, ampak ne? ob drugi priložnosti. Hvala. Ja, hvala Zdaj te tebi, pa ja. spustimo na oder. Ja, grem špilati. Super, uživaj. Ja, lepo bod.